Pozdravljeni. Po veliki nagradi Velike Britanije bi lahko dejali, da je najbolj enostaven opis situacije pri skuderiji Ferrari prepozno in premalo. Velika nagrada Velike Britanije za skuderijo Ferrari zagotovo ni bila uspešna. Vsi so si želeli nekaj več. Lewis Hamilton, Charles Leclerc in še posebej Frederic Vasseur. Morda se še kdo spomni, da so razni viri navajali, kako je lastnik Ferrarija John Elkann dal Vasseurju 3 velike nagrade, da se izkaže. In to so bile velika nagrada Kanade, velika nagrada Avstrije in velika nagrada Velike Britanije. Vsak si lahko zamisli in nekako oceni rezultate skuderije na teh 3 dirkah. Tovarniški ekipi Mercedes je celo uspelo zmagati. Kaj pa Ferrariju? Ja, enkrat priti na zmagovalni oder, kar je daleč od tistim, kar so pričakovanja in kar so predvsem želje. In treba je tu pojasniti, da tudi na tistem področju tehničnih izboljšav in seveda aerodinamičnih paketov se dogajajo izjemno čudne stvari. Na veliki nagradi Avstrije smo videli, da so pri skuderiji Ferrari pripravili kompletno novo dno, ki pa še ni tisto dokončno, namreč viri navajajo, da bo zadnja izpeljanka ona, ki jo bomo videli na veliki nagradi Madžarske. Pričakovalo se je pred veliko nagrado Velike Britanije, da bodo pri Ferrariju pripravili novo zadnjo opremo. Ampak ne, prav v teh dneh čakamo na zasebni snemalni dan na progi v Mugellu, kjer bodo preizkusili to novost. Ni treba posebej poudarjati, da pri Mercedesu so takšno izboljšavo že imeli na veliki nagradi Emilia Romagna. O tem smo že govorili. Namreč pri Ferrariju so ugotovili, da njihov simulator, njihov veterovnik in ono, kar se v resnici dogaja na progi, niso v dobri korelaciji. Torej, rezultati iz vetrovnika, rezultati iz simulatorja se na to ne prelevijo v tisto, kar se dogaja na samih progah svetovnega prvenstva Formule 1. In to je slabo. Prvič, lahko nam nekako razloži, zakaj je SF-25 takšno razočaranje. In da je razočaranje, morajo priznati tudi največji zagovorniki skuderije. Če primerjamo rezultate iz lanske sezone s tistim, kar vidimo letos, mislim, da je vsem nam jasno. In tu je treba povedati, da tudi izboljšave narejene pač v vetrovniku in preizkušene na simulatorju, ki ni v korelaciji z resničnostjo, pomeni, da zadeve enostavno ne delujejo. Ampak obstaja še hujša grožnja. Namreč v tem trenutku pri Ferrariju, kot pri vseh ostalih ekipah, delajo na bolidih za sezono 2026. In če v vetrovniku in simulatorju nekaj ni v redu, se bo to poznalo tudi pri bolidu prihodnje sezone. In tu je velika past. Namreč, če se spomnimo, kaj je govoril James Wolves pri Williamsu, dejal je, da se splača žrtvovati razvoj letošnjega bolida, ki je tako ali drugače na koncu tiste razvojne poti in vlagati v onega bodočega, ki je šele na začetku. Kajti, če imaš dobro osnovo, jo lahko razvijaš naprej
če imaš slabo osnovo, jo moraš popravljati in ne gre tu za razvoj. In prav tu lahko vidimo, da v Scuderiji Ferrari skorajda kot običajno prihaja do enih in istih težav. Namreč popravlja se slab projekt in se ne misli na tisto, kar se bo zgodilo v naslednji sezoni. Če pogledamo lansko, so imeli z modelom SF pomišljaj 24 Evo neko dobro osnovo. Sicer na začetku sezone zadeve niso bile tako idealne, ampak ko so popravili osnovo, je bil bolid konkurenčen in namesto, da bi tisto osnovo razvijali naprej, so šli kopirati konkurenco. Pulorod na prednji premi je nekaj, kar pride do veljave samo še letos. Drugo leto bo vse znova, kjer bodo koncepti različni in nič ne bo pomagalo, če si imel letos nekaj dobrega. Ampak zapravilo se je kar nekaj časa v vetrovniku, kar nekaj resursov, samo zato, da bi bili bolj podobni McLarenu in Red Bullu. A treba je povedati, da Frederik Vasseur v svoji vlogi, kot smo že dejali, mnogokrat ni kos svojim nalogam. Naprimer, v Scuderijo ni privabil nobenega potencialno dobrega inženirja, razen Loika Sere, ki pa je bil, vsaj po mojem vedenju, po mojem mnenju, v tovarniški ekipi Mercedes drugo ali tretje razredna figura. In tu seveda sedaj je razumljivo, da lastnik ekipe John Elkann ni zadovoljen. Treba ga je razumeti. Ferrariju je dal novo igračko z imenom Lewis Hamilton, ampak Lewis Hamilton ni zadovoljen s Ferrarijem in Ferrari ni zadovoljen z Lewisom Hamiltonom. Ampak Elkann je v Hamiltona investiral ogromno denarja. In čeprav sem mnogokrat poudaril, da John Elkann v resnici ne razume Formule 1, je rad na vrhu, je rad zmagovalec, je rad čaščen v medijih in v tistih strokovnih krogih. Zdaj se začenja spraševati, zakaj Lewis Hamilton s Ferrarijem ne zmaguje. Saj je lani zmagoval Carlos Sainz mlajši in po svoje ima upravičena vprašanja. Tudi Charles Leclerc, ki je že toliko časa pri Scuderiji Ferrari, ne najde neke poti na vsaj neko dostojno raven in verjamem, da mnogi navijači Scuderije bodo dejali, saj med konstruktorji smo na drugem mestu po polovici sezone. Težava je v tem, da Lando Norris, ki je drugi na lestvici voznikov, ima več točk kot Lewis Hamilton in Charles Leclerc skupaj. Zapomnite si, drugo mesto je tisto prvo rezervirano za poražence in če se s tem zadovoljiš, no ja, vsi smo razumeli, kaj si. In tu je treba razumeti, da naprimer Mercedes, ki je nekaj točk za Ferrarijem, je letos že dosegel zmago, kar je, vsaj v medijih, dober rezultat, ampak pri Scuderiji, bodimo iskreni, niti enkrat jih nismo videli, da bi imeli priložnost zmagati. Poleg tistega sprinta na Kitajskem, kjer je Lewis Hamilton nekako začel malce brleti, ne bom dejal blesteti. A Frederiku Vasseurju se bo konec letošnje sezone iztekla pogodba. Videli smo, da če drži tisti ultimatum 3 velikih nagrad, kakšnih bistvenih sprememb ni bilo. Izboljšave, ki jih v Maranellu napravijo, ali so prepozne, ali pa enostavno ne delujejo dovolj. In kaj bi lahko pričakovali za naprej? Težava je v tem, da v Scuderiji nimajo nekega primernega kandidata, ki bi lahko Vasseurja nadomestil.
vem, vsi boste dejali, Scuderia Ferrari je vodilna, kar se tiče pokala Endurance in lahko bi naredili menjavo tam. Gre za dva različna svetova, gre za dve različni ekipi, kjer se ne da kar tako iz danes do jutri napraviti spremembo. Ampak težava ni samo pri šefu ekipe, je tudi pri vseh pod njim. Če so inženirji napravili slabši SF-pomišljaj 25 in ga niso sposobni spraviti v red, kaj lahko pričakujemo od bolida, ki bo nastopil naslednjo sezono? Revolucionarno zadevo, ki bo vse nasprotnike spravila v kot? Možno je, ampak verjetno, vsaj po mojem, bo reparo. Zato tu se lahko začnemo malce zamisliti, kakšna bo lahko tudi prihodnost Scuderie Ferrari. Se obeta zopet obdobje, ko bo zmaga že mejila na čudež? Upam, da ne. Ampak letos, kot smo videli na veliki nagradi Velike Britanije, so se začele pojavljati tudi tiste karakterne šibkosti njihovega vodilnega voznika. Charles Leclerc je znan po tem, da je na kvalifikacijah enkraten. Verjetno med tistimi prisotnimi na štartnem razporedu je eden izmed najboljših, če ne najboljši na en sam krog. Ampak ko se znajde v gneči, ko se znajde tam zadaj, nekako ni sposoben se prebiti naprej. In to smo videli v Silverstonu. Lewis Hamilton po drugi strani bi lahko doprinesel marsikaj, ampak bi morala ekipa se nasloniti tudi nanj, mu pomagati, nekako sodelovati z njim. Ampak pri Scuderiji so popolnoma usmerjeni na Charlesa Leclerca in tudi to je maslo Frederika Vasserja, ki je bil z Leclercem že pri ekipi Sauber in ki ima prijateljske vezi. In smo seveda v neki situaciji, ki je vse prej kot enostavna in kjer vam priznam, nekega hitrega, enostavnega, učinkovitega izhoda enostavno ne vidim. Ampak rešitev bodo morali poiskati lastniki. Oni so odgovorni in oni so tudi pripeljali Scuderijo v to situacijo, kot je sedaj. V preteklosti se verjetno marsikdo spomni Luke Cordera di Montezemolo ali pa Sergija Marchiona. Ampak ona dva sta bila direktorja Ferrarija, ne lastnika. Podobno kot je danes Benedetto Vigna. Ampak da ga je kdo videl Vigno, da se ukvarja s Formulo 1, no ja, na skupnih kosilih in večerjah morda, ampak efektivno kot Montezemolo in kot Marchione še zdaleč nisem zapazil. In morda je tu tisti prvi korak, ki ga je treba narediti, da bo v bližnji prihodnosti morda kaj bolje. Za enkrat vse rešitve, ki jih vidimo, so enostavno premalo in prepozno. Ampak to je kot običajno moje osebno videnje, moje osebno mnenje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.